Ampak njegova žena je bila in je pisala poročilo o svojem možu. Ja, je pisala poročilo o svojem možu. To je zločinski sistem, ne? In ta sistem se ni poslovil. Ta sistem je tukaj, v medijih je. Povsod, kjer vidite kakršnokoli pozitivno reminiscenco na Tita, na heroje, vidite, koliko hočete ki spomenikov, koliko hočete tule, ne? Je ta sistem tukaj in deluje. In v tem je veličina Elelekove knjige. Samo brati jo je potrebno. Potrebno je prebrati vse te podatke in si zamisliti, kaj to pomeni. In na tej osnovi se bo razumela pohabljenost slovenskega naroda, ker narod, ki ima tole knjigo, ne more biti nepohabljen, je pač preprosto nemogoče. In drugo, volja ljudi in pogum ljudi, ki bo potrebna. Potrebne bodo politične spremembe, pri katerih se bomo morali povezati z ljudmi, ki imajo enake probleme, kot jih imamo mi. Srednjeevropski narodi so to že razčistili, recimo temu južno-srednjeevropski pa še ne. Bomo morali to spremeniti. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala tudi vsem vam, da ste prišli. Jaz začel bom tako, da gre za knjigo, v kateri sem imel osebno največ problemov. Šlo je celo tako daleč, da sem v enem momentu na svoji spletni strani zapisal, prosim, da me ne kličete več, ker se z nobenim ne bom pogovarjal in o knjigi in osebe, ki bodo v knjigi, ne bom spremenil nobenega mnenja in bojo vsi zapisani tako, kot sem jih našel. In da ni pomemben niti denar, ni česa, ki me ne zanima. Toliko je bilo teh telefonskih klicov, ali je to, ali je ono, ali bi se lahko karkoli spremenilo. Da začnem takole. Ja, prav Pučnik je tisti, ki se mu v bistvu lahko zahvalim, da sem prišel oziroma da sem te dokumente lahko zbral v tej knjigi. On je takrat, kot mislim, bil v funkciji predsednika komisije za nadzor službe, kakorkoli ne vem točno, v enem od svojih kontrol na ministrstvu za notranje zadeve našel eno škatlo, v kateri je bilo kupico mikrofilmov. In je vprašal, kaj to počne tukaj. Ja, to je pa mikrofilmi, ki bi morali v arhiv Slovenije. Ja, no, ko pa to naložite, pa odpeljati ja. In je zadeva tudi odšla v arhiv in je v arhivu ostala do 2006. leta, ko ne se ni za njo vedlo, dokler pač ni nastal ta novi zakon vlade Janeza Janše 2006. leta, ko je bil sprejet. Ti mikrofilmi so nastali tam nekje okoli 55, začetek 60. leta. Zvezdna Udba je takrat kupila en stroj za mikrofilmanje, ker se jim pa to zdelo v Beogradu zelo zapleteno, so rekli, da je to prvo to Slovenska Udba svoje dokumente shrani na mikrofilme, potem bomo naredili. Tudi, ko vem, Slovenska Udba je to naredila, ostale udbe potem tega niso in bilo verjetno preveč zakomplicirano, kakorkoli. Čeprav vidim, da v Bosni in Hercegovini so se zdaj tudi našli eni taki mikrofilmi, tako da bo verjetno tudi tam, da je od teh mikrofilmov kaj ostalo. Kakorkoli, ti mikrofilmi so zelo pomembni. Gre za to, da je ostalo preko 800.000 raznih dokumentov. Od 45. leta pa vse tam do 55. 60. leta. Nažalost, te dokumente smo v arhivu Slovenije, do zdaj še jih ni pogledal, mislim, da noben zgodovinar, da sem gledal, jih je umrl za Igor, dr. Rado Pezdir, jaz, tu je se tudi zadeve končal. Obe fakultete, filozofska in mariborska in ljubljanska, oddelke za zgodovino, nimajo nobenega interesa, da bi se to malo pogledali, da bi malo nabeljudnanili zgodovino, ki se
našo zgodno zgodovino, ki se je dogajala 45. leta pa na vsem. Najdejo se tudi seznami likvidiranih, ukazi o likvidacijah in podobno. Tako da dokumentov nekaj je, potrebno je samo delati, zgodovino pravilno zapisovati, to pa verjetno, ko sami veste, v Sloveniji uradnim zgodovinarjem ni interes. Nastajajo knjige o Milanu Kučanu, o marsikomu, avtor knjige pa zadnjih 5 let ni bil v arhivu Slovenije. Tako da te knjige nastajajo samo, kako bi rekel, enostransko, enoznačajno, tako kot pač, naprimer, če govorim o Milanu Kučanu, kako se je on gradivo pripravil, tako je Peče tudi zapisal. Čeprav bi lahko pogledal v arhivu tudi druge dokumente, ki bi knjigo obogatilo oziroma nadgradilo, kakorkoli. Ja, sodelavci Udbe, izpiši Udbi. Pri teh mikrofilmih ostajajo dosjeji. Dosjeji vseh tistih, ki so pristali, da bi delali z Udbo od 45. pa tam do 60. leta. Ti dosjeji so različni, tudi po debelosti, po kakorkoli. Sam način dela, pridobivanja teh pripadnikov Udbe že takrat 45. leta je bil podoben in se ni spreminjal vse do konca 90. leta, mislim, tudi danes ni bistveno drugače. Pripadnike, se pravi sodelavce, pridobili so na 3 osnovne načine. Prvi je bil tako imenovan na osnovi patriotizma, oziroma danes bi to rekli na osnovi domoljubja. Moram povedati, da preko 60% vseh sodelavcev je bilo teh, ki so delali na osnovi patriotizma, ljubezni do Jugoslavije, do države. Preko 60%. Drugi kategorija je bila na osnovi materialnih razlogov, to so bili tisti, ki so v bistvu delali za denar in so se pogajali za Udbo in so zato dobili tudi enkratna pa večkratna plačila, da bojo uvajali za njih. In tretji so bili tisti, ki so to delali zaradi kompromitiranega materijala oziroma materijala, s katerim jih je pač Udba postavljala pogoj. Pogoj je bil, ali boš delal za nas, ali bomo zopet tebe začeli sodni postopek, ali te bomo sramotili v javnosti, izgubil boš službo, žena bo izgubila službo zaradi tega in podobne stvari. No, jaz v knjigi nisem ločil te kategorije, samo vodi, ko sem napisal, kateri ti so, zato ker sem pač ocenjujem in menim, da ne glede z katerikoli pobud, da je nekdo pristal, da delal za Udbo, bi se na nek način bi Blažič Viktorja, ne vem, Pučnika in Daneta Zajca in mnoge druge postavil v en krivični položaj. Danes so me napadali pri tej knjigi, ja, zakaj pa tega, pa ta, ja, jaz sem samo podpisal, nikoli pa nisem ničesa delal. Problem je v tem, da so tudi to laži. Jaz sem danes se odločil in bom tudi to povedal, največje napado na mene je bilo zaradi Drobnič Antona. To nisem pričakoval, tudi njegov odgovor, da je to bolševistična metoda, kar počnem, me je zelo ožalostil. On je nekajkrat javnih intervjujih povedal, da je Udba poskušala ga pridobiti, da je Udba ono, da je Udba napisal. Nikoli pa ni povedal, da je napisal svojo ročno izjavo. Podpisano izjavo, da bo delal za njih in v tej podpisani izjavi tudi nam navedel, pod katerim kodnim imenom bo svoje poročilo pisal. To ni tista izjava, veste, ki jih nisem upošteval v tej knjigi, da tisti, ki so bili v zaporu, da ko bojo prišli iz zapora, ne bojo nikomu odgovorili, kaj se je v zaporu ali pa na delovnem tovarišču govorilo. Takih v tej knjigi ni. Ker to ni bilo sodelovanje, to je bila samo obveza, da ne bojo govorili tisto, kar so doživljali v zaporih oziroma na teh prisilnih deloviščih. Anton Drobnič je podpisal obe take izjave in obe so v arhivih ohranjeni. Anton Drobnič je delal in je bil zadolžen za študente teologije. Njegov šef
Udbe je celo zapisal, da zelo slabo dela, da ni dosleden v svojem delu in ga je treba večkrat spomniti na obveze, ki jih ima do Udbe. Tako da on je bil sodelovec in je tudi delal za Udbo, tako da bi on imel čas 25 let, da zadevo razčisti. Jaz zelo hvaležen, da govorim za marsikatero izjavo, marsikateri članek, ki je v zadnjih 10 let napisal, ki so prispevali demokratizaciji vse skupaj. Seveda se pa kot avtor Teharskih živih ran, spravi knjige, ki se mi je napisal 89. leta, v kateri sem prvič tudi dal sliko Hude jame in tudi zapisal v tisti knjigi 89. leta še v Jugoslaviji, kdo je bil odgovoren za poboje v Hudi jami, da je on potem postal tožilec, da je bil to tožilec, ki je tudi bil zaprt v taborišču Teharje in kot mladoletnik tudi izpuščen tega zapora, da kot tožilec ni sprožil niti enega postopka v tej smeri. Ampak to sem danes hotel povedati, sem tudi to povedal. Ravno zato, ker je odgovoril na moje pisanje, da ni res in da je to moja metoda bolševistična. Zdaj bi se pa vrnil na samo knjigo. V svojem uvodu napišem, kako so te sodelavce pridobivali. Mislim, da je to glavna vsebina te knjige in največji pomen te knjige. Vse ostala imena so samo dokaz, da se je to res tako počelo. Tvoja knjiga bi lahko imela samo 10 strani. Ampak teh 10 strani verjetno nihče ne bi verjel, če ne bi imelo še pridruženih teh skoraj 20.000 ljudi, da dokažejo to. Jaz sem to imenoval tako imenovana Udbino način pridobivanja sodelavcev kot nekakšna vrtljiva vrata. Spravi, oni, ko so pristopili nekomu, so mu rekli, glej, Boštjan, če boš delal za nas, 30 trenutkov bomo rešili problem zaposlitve tvoje žene in tvoja 2 otroka boste dobila štipendijo. On rekel, ja, seveda bom, z veseljem. Podpisal sodelovanje, dobil je naloge, žena je dobila zaposlitev, seveda ni dobila zaposlitev v Litostroju ali pa v neki težki tovarni, ampak je to bila služba v krajevnem ljudskem odboru, v banki ali pa v drugih takih visokih uradniških službah. Otroci so takoj dobili štipendije in zadeva je lepo stekla za to družino. Materialno so se pomogli in vse skupaj bilo tako. Seveda je Udba, ko je Boštjan postal že malo starejši oziroma ni bil potreben Udbi več v tistem delu, v katerem je pač živel, je pa že sin bil tisti, ki je bil stopil na sin že tisti, ki je pač bi bil za Udbo bolj zanimiv, zato so se pač Boštjano zmenili, veš kaj, pa mi se svojim sinom dogovorili in je sin nadaljeval kot sodelavec. Seveda sin je to takoj pristal, se je živel v duhu, v družini, ki je pač verjela v tisti sistem in bila podpornik tega sistema vse skupaj. In tu je en vidik, da se pravi, to so ta vrtljiva vrata, ko si enkrat vstopil ta vrtljiva vrata, je tvoja družina samo šla naprej in se samo širila v širino. To pomeni, če je 45 let vstopil v ta vrtljiva vrata, je 89. leta že bilo v teh vratih 120-150 ljudi, ki so imeli koristi, jasne pa vračne od te Udbe. Seveda so tudi člani, sorodniki njegovi imeli za veliko korist. Slovenija ima ohranjeno 900, skoraj 600 do 700 tisoč tako imenovanih preverk. Preverke so se delale za vsakega, ki je hotel dobiti neko boljšo službo, pa ne vem kaj. In če seveda, če je stric od Boštjana prosil za neko službo, Udba je prevedla, ja, sem mi imamo v njegovi družini, imamo sodelavcev, ta je naš, ta je v redu, predajte na službo. Se pravi, ta krog se je širil. In jaz v knjigi trdim, da danes 35% Slovencev, ki danes živimo, smo imeli v svojih družinah, a pa se zavedajo, da so v svojih družinah imeli ljudi, ki so delali za Udbo in da so zaradi tega tudi uspevali in dobivali vse to, kar danes imajo. In če to zgodbo vrnem spet na začetek, 45. leta, vsi vemo, da je prišlo do uničevanja tako imenovanja srednjega razreda, srednje klase. Vsi obrtniki, vsi mali podjetniki, ali so bili likvidirani, ali jim je uspelo pobegniti v tujino,
pač njihovo premoženje pa je ostalo v lasti države. Se pravi, imamo eno obdobje, ko pač ta Jugoslavija, oziroma če govorim samo v Sloveniji, nima tako imenovane srednje klase, srednjega razreda. In seveda v enem danem trenutku gospodarstvo tudi Jugoslavijo prosili, da pač tak ne bo šlo, ne? Da more biti samo javna podjetja, da morajo tudi neki mali podjetniki obstajati, ki bojo upravljali neke dejavnosti, ki jih podjetja ne morejo. In zato se pač odločijo, da bojo začeli podeljevati obrtna dovoljenja in podobne zadeve, kar je bilo takrat 50 leti sila nemogoče dobiti. Ampak dobijo jih prav njihovi, sodelavci udbi, prevedeni ljudi. In skozi to knjigo boste videli, da v Sloveniji 50. leta nastaja nov srednji razred, ki v bistvu zamenja tisti srednji razred, ki je bil likvidiran. In ta srednji razred v bistvu je danes tisti, ki je danes v tej državi najmočnejši. To knjiga z lahkoto dokazuje, predvsem v teh manjših krajih, v vaseh, ker v tej knjigi so v bistvu 18, kako bi rekel, je bilo takrat udbenih central po Sloveniji, od Ljubljane, Maribor,